Mladi, mladih, mladim, mlade, pri mladih z mladimi. Mladi danes. O mladih in z mladimi za boljši jutri. Dobrodošli v 13. epizodi podcasta Mladi danes. Danes se nam je pridružila še 4. avtorica priročnika ABC Mladinsko delo Urška Česnik. Z njo pa sva v tem studiu jaz, Nives in Matej. In pošiljava lepe pozdrave bolnemu Benjaminu. Tako. A veš, ko imaš tisto igro, lastnost na prvo črko imena? Bolni Benjamin. Bolni Benjamin, ja, res je. Ja, mi je žal, da Benjamin ni z nami, ampak najlepša hvala za povabilo in se zelo veselim tega našega pogovora. Tudi midva se veseliva in zdaj za vse, ki Urške mogoče še ne poznate, bi jo bom jaz na kratko predstavila. Je vedno nasmejana, optimistična, barvita, po izobrazbi psihologinja in pedagoginja, katere strast in izziv so ljudje. Po duši pa je tudi mladinska delavka. A imaš tudi, ne sem po duši, tudi po poklicu si? Imam tudi napaka. Imaš tudi napaka. Moram dodati v naslednjo Po duši in opise. poklicu. Po duši in poklicu mladinska delavka, ki je aktivna tako na domači in mednarodni ravni. Potem pa se mi zdi še pomembno, da poslušalci vejo, da svoje poslanstvo vidiš v mentoriranju mladinskih projektov, pa promociji priznavanja in beleženja neformalnega učinka, česar se bomo tudi v pogovoru danes tudi malo dotaknili. Res je. Zdaj pa, kot sva ti že napovedala, imamo zate eno prošnjo, ne? Tako da ta klasična igra, 2 resnici, 1 laž. In naj vas zanima, kaj si za naju pripravlja. Jaz mislim, da še nikoli nisem ugotovil pri nobenemu gostu. A, res? da bo Urška prvi. Jaz pa mislim, da imam kar v redu statistiko. Odličen uvod in izziv za včerajšnji večer. In evo, tole so moje resnice in ali laži. Prva je, da se rada vozim z motorjem. Druga je, da sem v času študija bila na minimalno 50 karaoke večerih. In tretja je, da sem prvo mladinsko delavnico vodila pri 18 letih. Aha. Jaz nimam kaj izgubiti, slabš ne more iti, kot je ponavadi šlo, tako da jaz mislim, da je tretja laž. Jaz pa ne vem, da bi bila kdaj na karaokah in bi rekla, da je to laž. Čeprav, kak je bila že ta druga, da si bila v času srednje šole? Z študentskih let, A, na vsaj študentskih. 50 karaokah. Jaz mislim, te karaoke nekako ne vem. Ja, Nives, ti imaš dober instinkt. To je laž. Bila sem na enem karaoke večeru. In kljub temu, da sem mladinska delavka, facilitatorka, mi je skrajno anksiozno biti na odru. Sem pa, zadnjih 5 let se s partnerjem sicer v zadnji, ampak rada vozim z motorjem. In kljub temu, da sem bila uporabnica mladinskih programov, sem res samostojno delavnico šele pri 18 vodila. In vsi nekako sklepajo, da sem gotovo že prej. Ej, super, se mi zdi, da je prav, da ima naš podcast en prepoznaven brand in prepoznaven brand nisem ta metoda, ampak tudi, da ti zmer zadaneš. Matej pa nikoli. Tako da se bom jaz kar bolj držal svojih vprašanj, tipa goreči grm iz svojega drugega podcasta, ki grejo na biografsko globino in zgodovino. Tako da evo, bom rajši jaz tebe vprašal, kako te je po študiju psihologije, kamor grejo en predsodek, je sam najbolj pridne punce, zanesel v področje mladinskega dela, kjer pa niso vedno sam najbolj pridne punce. Ja, jaz sem bila ta nepridna študentka na študiju psihologije, karkoli pomeni biti priden. Jaz sem imela tisto smešno pot, ne. Jaz na koncu nisem vedela, kaj vpisati, zdaj se mi, da bom bila zbrana na drugo izbiro, ker psihologija je imela kar veliko omejitev. Na koncu sem pa vse na psihologijo zbrala. Ej, In kaj pa je bila tvoja druga izbira? Jezikoslovje, španščina, ruščina. In na koncu sem tako, a zdaj bom pa psiholog. In tudi ta moj prvi instinkt je bil to, da sem se v srednji šoli na pouku psihologije imela fajn in da v bistvu sem
opazovala, pa rada se družila z ljudmi in sem imela mogoče malo talenta za to, da sem znala pogovarjati z ljudmi. A so bili to sošolci, a so bili to mogoče starejši, tudi različne izkušnje prostovoljstva. Začela sem v bistvu v domu za starejše občane in tam sem se imela fajn z vsemi temi uporabniki. Ampak psihologija se je pa izkazala za tisto odlično pot, ker mi je dala, kljub temu, da je bilo drugače, kot sem si predstavljala, ogromno debat, pa študij knjig in raziskovanje in praksa takoj že v drugem mesecu. Študij pa je tudi tako težek, kot je težko gor priti. Študij je relativno težek, ampak mene je v bistvu zelo pomagal mladinski sektor, ker istočasno z korakanjem po prvem nadstropju filozofske fakultete sem zakorakala tudi v mladinske organizacije in so bile odlična protiutež mogoče pomanjkanju nekih praktičnih izkušenj pa dela z uporabniki, ki mogoče na prvi stopnji študija še nimamo. Kar zdaj s pogledom nazaj razumem, zakaj. Ker moraš najprej osnove poznati. Klic se zgodil v prvo mladinsko organizacijo? Klic se je zgodil pa zelo zabavno. Jaz sem začela uradno društvu Center za pomoč mladim in takratna mladinska delavka je bila vnukinja od mojih sosedov. In velikokrat, ko smo se srečali, malo starejša od mene, Špela, shout out, CPM for life, velikokrat, ko smo se srečali, je rekla... Špela, ki je še zdaj Špela. Tako, Špela, ki je še zdaj, Špela Gorjan. In velikokrat, ko smo se srečali, rekla, pridaj ti na kakšen TSV. In sem rekla, kva, jaz ne hodim na programe za čudake. Potem je pa v prvem letniku danes moja zelo dobra prijateljica Polona, ki je tudi začela v mladinskem sektorju, prišla predstaviti CPM in mladinske delavnice na en predmet na fakulteti in sem bila no, to niso čudaki, to so moji ljudje. To je barvito, to je zabavno, to je debatno, tukaj se dogaja, tukaj smo lahko aktivni. In sem poklicala Špelo in sem rekla, ja, se spomniš tisto, ko si ti mene kdaj vabila? No, jaz bi zdaj na to prišla. Jaz sem zdaj ta čudak. Ampak je moglo biti oboje, jaz sem te prav slišal. Je moglo biti in predstavitev formalna in osebni odnos s Špelo. Ja, zelo je pomagalo, da sem jaz imela kontaktno osebo, kjer sem lahko tako počasi vstopila. A bi šla, če ne bi Špele poznala sam na tisto predstavitev? Jaz upam, da bi slejko prej mladinski sektor, ker jaz rada rečem, da sem otrok sektorja, od uporabnice do prostovoljke do mladinske delavke. Jaz mislim, da bi slejko prej me najdel tako drugače, ampak tista pisana podoba Polone, ki pride v rdeči jopci, zeleni kikli, vsa vesela, govoriti, koliko lahko ti delavnice vodiš, pa koliko so mladi fajn, pa da obstajajo neki, kar so mladinski centri, mladinske izmenjave, sem bila jaz tako, to je to. Pač jaz ne vem, kaj točno to je, ampak to je nekaj, ker jaz moram biti zraven. In Špela je bila odličen, tak nežen vstop, da mi malo več razložila in potem zelo povabila tudi na prvo aktivnost. Mene pa zmer zanima, kjerega leta so te to okužili, pa si zmer predstavljam še sebe malo v tistem času, pa tako. Mislim, jaz sem bila takrat stara 17-18, ne? V bistvu 17 sem bila malo uporabnica in potem sem zelo hitro postala tudi v bistvu opazovalka programov, sovodja in potem mladinska vodja. In vsem tistim, ki imate težave na študiju ali pa kakšno leto spustite, zabludite, karkoli to poimenujemo, to so vse učne lekcije, ko jaz sem toliko delala na delavnici, da sem prvi letnik faksa ponavljala, pa gledajte, vsem sem prišla do konca in še z vsemi izkušnjami, ki sem jih pridobila, preden sem sploh uradno magistrirala, dobila svojo prvo službo. Zdaj jaz ne zagovarjam, kot karierna svetovalka, da bluzite na faksu, ampak da z roko v roko iščete dobro ravnovesje in da v bistvu... Formalni pa neformalni. Tako, in da mladinski sektor in vse, kar ponujemo mladim prostovoljcem, lahko zelo okrepi našo, dajmo reči, karierno pot ali pa profesionalni razvoj. Si pa tudi v bistvu v tem priročniku, sem ali iz tega profesionalnega vidika, torej ne sem iz vidika mladinskega dela, ampak tudi si podala ta pogled na mladega človeka z psihološkega vidika, pa me zanima, kaj je tisto, kar pač, po 10 minutah scrollanja na Instagramu in TikToku bi jaz rekla, da veliko vem o mladih, da sem že skoraj pola psihologa, ampak me zanima, pač vemo, da to ni resno, ampak tako dejansko obstajajo študije, obstajajo teorije, pa me zanima, kaj bi po tvojem mnenju bilo pa tisto, da bi poslušalci, ki delajo z mladimi, da res morajo vedeti. No? Ja, jaz sem zdaj zelo hvaležna za svojo pot, ker v svetu obstajajo teorije, modeli,
vizualne tabele in vse, ki držijo in neke stvari ostajajo, hkrati pa lepota sektorja, da pa res opazujemo vsak dan in smo na terenu in vidimo. In gre zelo lepo psihologija in mladinski sektor z roko v roki. In ko sem razmišljala o tem vprašanju, ena stvar, ki mi je pa pomembno poudariti, je, da mladost ali pa mladostniško obdobje ni samo nevihtno obdobje. Velikokrat izpostavimo vse težave, pa ranljive skupine in to je zelo pomembno, ampak v bistvu mladost je tak obdobje eksperimentiranja, je obdobje negotovosti, seveda tudi ranljivosti, upora, umikanja vase, ampak hkrati tako igralno polje za gradnjo svoje osebnosti in identitete. In da to je popolnoma naraven razvojni proces. Mi rabimo to obdobje mladostništva, da preizkušamo se, da testiramo, da delamo napake. Napake, ja, glih to sem. In zato je mladinski sektor meni magičen, ker v varnem okolju omogoča uporabo v praksi, eksperimentiranje, delanje napak ob mentorstvu in z neko varnostjo in res učenje iz tega. A ni zanimivo zdaj, ker razmišljam, ne? Tista okolja, ki ti ne dovolijo delati napak, ne? Ja. So v bistvu vsa najbolj cenjena okolja. Ja, vsaj formalno ali pa naven, ne? Ja, naven, ja. Ja. Ne? Študentsko delo, faks, tam ne smeš ti zafrkati stvari, ne? In zelo težko, ker včasih se srečajo s kakšnimi mladostniki, sploh mogoče tistimi, ki niso bili v kakšnih mladinskih programih, recimo včasih srečaš študente v zadnjem letu fakultete, pa ugotoviš, da sploh ne vejo, kaj je mladinski sektor ali pa kaj je mladinska delavnica. In ko rečeš, v redu je, lahko se zmotite, probavamo, dajte sami raziskati, jih je mogoče kar malo strah. Je kaj pa, če se zmotim? Je kaj pa, če bo narobe? In moramo najprej to opustiti, ne? Ampak ob vsem zavedanju, da je mladostništvo obdobje eksperimentiranja in raziskovanja, pa ni zgolj težavnost, ne? In v bistvu, če gledamo statistike, procent težavnih mladostnikov, tistim, ki imajo neke dolgotrajnejše izzive, ki v bistvu res pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja, je enako obdobju težavnih odraslih. Ne? Se pravi, ni, da se pa v mladostništvu pa mladim čez zmeša. Malo se nam more, ampak na dober način. To bi jaz rekla. In tudi vsaka impulzivnost ni nujno problem, pa vsak umik ni nujno apatija, jaz rada rečem. Ne? Dajmo samo mladim ponujati prostore, pa dati priložnosti, da se raziskujejo, preizkušajo in učijo. Iščejo to neko svojo pot pa sebe. Kaj te pomeni? Veš, kaj to se hitro sliši kot floskula. Glih te dve si izrekla, ka se skozi. Se pravi, ponujati prostore, pa dati priložnosti. To je tako skoraj malo alergičen na te dve besedi, pa kaj vem, da ti, mislim, sej od vloge do vloge odvisno, ampak kaj to zate pomeni? Bom dala en primer, ne. Ko začneš vsak nadobudni mladinski delavec, ali pa moja pot je bila taka, si tako, jaz bom rešil svet, vsem mladim bom pomagal, vsi bomo največji carji, mladinski sektor bo zavladal, zdaj malo pretiravam. In pol v bistvu ugotoviš v praksi, da čisto vsakemu mladostniku ne boš ti ta pravi sploh sogovornik in tako, mogoče kakšni bodo šli vsem svojo pot, ampak jaz rada rečem, kaj je moja naloga kot mladinski delavec ali pa poslanstvo, da sem mu lahko model, kako se lahko deluje, da sem informator, ki mu odpira možnosti, kaj vse obstaja, in ko bo enkrat na nekem razpotju, ko se bo lahko odločil, to bo zdaj tudi malo floskula, Matej, za težavnejšo, daljšo pot, ki ima dolgoročno večje bonitete, ali pa neko krajšo, lažjo, pa mogoče mu ne bo toliko pomagala, se bo odločil, kar bo sam hotel, ampak če ni imel nekih mentorjev ali pa okolje, pa priložnosti, da bi sploh vedel, da obstajata dve poti, 3, 4, 5 njih, sem jaz mu dala vsaj eno izkušnjo, da ve, da se lahko nekaj drugače naredi. Ali pa še, kar predvsem rada rečem, kaj je meni pomembno, spet tu so nekateri mladi, da vejo, da lahko, da zmorejo, da se da. In da imajo enega tistega zagovornika, ki reče, od A do Z ti ne gre, ampak v Ž stvari si pa ti dober. Kako lahko to nadgradiva? Da imajo tistega enega, ki verjame van. Da sploh prepozna, ne? Ja. In ko rečemo prostor pa iskanje poti, to je lahko ena izmenjava mladinska, to je lahko eno svetovanje ali pa poglobljeno dolgotrajno delo, ampak da vidijo, da so neke različne poti do cilja in da na različne načine ljudje lahko delujemo. A sem malo odfloskala? Odflosk? Ne, res me je zanimalo, kaj konkretno to pomeni zate početi, ne?
Ker si pa govorila o zgledu, o modelu, si pa mislim, mladi imajo toliko danes v bistvu vplivnežev na kratkih videih, na daljših videih, da je tako, kaj naredi ta zgled, ne? A je res ta osebni zgled toliko močnejši ali ne? Tudi mi mlade srečujemo kakšne sam za 1 uro, ne? Mi so prejšnji teden delavnice izvajala, kjer sva jih srečala sam za 1 uro, ne? Vsak razred skupaj. A veš, kaj sploh v večini teh zgledov naredimo, ne? Smo tako malo skupaj. Tako imamo včasih občutek, da štejo itak samo ta dolgi odnosi, ne? Gotovo štejejo, ker imaš tudi čas spoznati mladostnike, oni tebe, imaš čas jim ponuditi več različnih priložnosti, od kratkotrajnih projektov do dela 1 na 1, do tega, da grejo na kakšno mednarodno priložnost. Ampak včasih, ne vem, jaz se spomnim tistih najbolj energetsko pa za glasilke napornih delavnic, ker tudi takih smo navajeni. Se mi zdi, da tako vedno na koncu, ko nek svoj smisel iščeš, a se je to kam usedel, a je to imelo nek namen, pomen. Skoraj vedno je tist ena oseba, s katero si se za sekundo spogledal, ki je bil tist mal ali pa malo je ostal se. Ali pa eno se spomnim tako najbolj glasno delavnico, ki je bilo kar težko preglasiti skupino, ki je na koncu en fant prišel do mene in rekel, sej ti skar kul. In sem si rekla, okej, vsaj to. Veš, saj so mi nagajali, ampak je bilo pa vsaj kul. A pa se ti zdi, da s temi nekimi takimi kratkimi vložki, ker tudi težko govorimo o nekem mladinskem delu, ne, ker govorimo v bistvu o res neki kratkotrajni navzočnosti. O vstopanju v formalni sistem, kjer morajo obvezno biti. Ne? Tako, ampak se ti se ne zdi, ker tega se mi pa zdi, je kar veliko, sploh mogoče zdajle januarja, ko je tako obdobje, kjer se odločajo, se sprašujejo, pa organizacije, ki delajo na področju kariere, se mi zdi, da imamo kar veliko dela, no? Ampak se ti zdi, da je nek input vseeno? Jaz mislim, da tukaj sta 2 stvari. Eno je širina znanja ali pa priložnosti, ki jih mladinski delavci poznamo, da lahko tudi na enkratnem razgovoru, svetovanju, ki je pol ure, na recimo informativi, ali pa na enkratni delavnici, jim damo vsaj eno dodatno informacijo. Se pravi, a veste, da obstajajo mednarodne priložnosti za mlade? A veste, da obstaja Erasmus za mlade podjetnike? A ste že slišali, da lahko prijavite se za finančne zagonska sredstva preko mestnega inkubatorja? Se pravi, da nekaj novega zvejo, da jih saj mogoče informacija, ki jih pa premakne, da rečejo, kaj je že tisto. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, pa da je naše delo in programi, ki jih ponujemo, kakovostni. Ker enkratna delavnica ali pa enkratno srečanje, ker dobi mladostnik nekaj, kar bo lahko uporabil, se mi zdi, da lahko ima učinek, medtem ko če je samo, pa nočem zdaj nesramna, neko sejemska hitra predstavitev, ko dobiš zastonj promocijski kuli, nobene pa vsebinske stvari, je pa seveda druga zgodba. In tle se mi zdi, da vsaj organizacije in kolegi, s katerimi jaz delam, smo v tem zelo močni. Imamo širino in imamo kakovost. Moja izkušnja je tudi ta, v koronskem obdobju, sem jaz tudi osebno izvajala kar nekaj delavnic z področja duševnega zdravja mladih. In se spomnim, ko sem kdaj prišla v kak razred ali pa med skupino mladih, so vedno pa rekli, dobro je, da pride nekdo zunanji in nam to pove. Ne? Se to bi lahko nam povedala psihologinja ali pa to bi lahko nam povedala razredničarka, ne? Ampak vas čisto drugače poslušamo. Ne? Ja, tukaj jaz ful rada tudi se zahvalim šolam in učiteljem, ker velikokrat rečejo, nam je včasih vseeno lažje biti občasni obiskovalec, ne, ker pridemo že z drugo energijo, z drugimi informacijami, z drugimi metodami in se imajo brez predsodkov do njih tudi. Tudi to, ne, in strokovni delavci v šolah so zelo kvalitetni, ampak imajo tudi že neko zgodovino s temi učenci ali pa dijaki ali pa študenti in pač neke tudi svoje naloge, ne. In to, kar si rekel, hvala, kar si rekel zgodovino, veš, kolikrat sem jaz prišla v uradno najhujši razred, imela najboljšo delavnico. Samo zato, ker je nekdo pač malo drugače z nekim vetrcem pristopil. Bad karma. Ja, in tle se mi zdi ta preplet in sodelovanje formalnega in neformalnega izobraževanja, to se stalno opozarja in opominjamo, da bi tega lahko bilo vedno še več, no.
Ampak meni je pa mogoče z kariernega vidika res te zgledi vlečejo, ne? Pri kakšnih drugih temah je pa res malo tako, so te kratke in, a veš, v marketingu mi hodi na misel, ne, take prodajne piče imajo, ne, ki so toliko kratki, ne, ki so enourni, zato da ga ti stranko angažiraš še v kaj večjega, ne, in meni se zdi včasih to problem, ne, da pol mladinsko delo ne zna pobrati unih dveh, ker tako je tudi v marketingu, pa v mailingu 2-3% mailov, ki jih pošljaš, ljudje kliknejo, ne, a veš, in tle tudi, ne, 2-3% na razred, a jih znamo pol povabiti v nadaljni proces, ne. Ta prehod se mi v mladinskem delu zdi velikrat slab, ne. Kle gotovo lahko še delamo, ampak jaz se spomnim, una generacija, spet shout-out CPM-ju, ko sem jaz začela, smo od vseh, ki smo imeli interno izobraževanje za nove prostovoljce, sem samo jaz ostala. Pa nas je bilo recimo 25, ne. Pa sem bila pa s CPM-jem on-off 10 let. Ne, se to je v redu, to je 4%. No, ampak pol, To je že dosti. naslednji let sta 2 ostala, ne. Aha. In pol še zdaj recimo veliko dobimo vprašanje, zakaj čutite to pripadnost CPM-ju, zakaj nas vedno radi spet obiščete. Sem rekla, zato, ker je predvsem neka skupnost. Pa videli smo res, da je zaposlenim mar za nas prostovoljce, imeli smo ogromno podpore in mentorstva in tudi sami smo lahko preizkušali vodili svoje projekte, mladinske pobude, ne. In enako zdaj, ko sem jaz na zavodu Tipovej zaposlena, ko srečujem bivše uporabnike Tipoveja, iz daljnih leta 2005 se je zavod ustanovil, prej je bila pobuda, ne. Ja, Tipovejevci, če tako rečem, so v vseh nekih sektorjih prepleteni. Ni kraja, kjer jaz kaj vodim skupaj z svojo vodjo Sonjo, da se ne bi en rekel: "O, Sonja, kako si? A ti si pa ta nova Urška? No, a veš, jaz pa Sonjo poznam iz takrat, ne." Tako da se mi zdi, da mogoče jih težje zadržimo, ampak une, ki pa, moja osebna izkušnja, pa ostanejo dalj časa z nami in veš, pol gradimo neke odnose in nadaljne programe in priložnosti. Ja, res je. Gremo zdaj naprej, se vrnemo k naši primarni temi, to je torej knjiga, priročnik ABC mladinskega dela. Zanimivo se mi zdi vprašanje o mitih, ki danes jih imamo v zvezi z mladimi. Priročnik ima namreč tudi nalogo razbijati te mite. Kje bi ti uvrstila med top mite o mladih danes? Ja, velikih je, ampak nekako 4 mi odzvanjajo. En mi je, da včasih slišim, da mladi ne vejo, kaj hočejo, da so izgubljeni. In jaz mislim, da v resnici mladi zelo dobro vejo, kaj hočejo, mogoče imajo težave artikulirati, mogoče ne znajo tega takoj najti na nek način, ampak glih s tem, da je mladinski sektor raznolik, jaz verjamem, da vsak lahko najde svoje mesto pod soncem ali pa dajmo reči svoje pleme. Jaz sada uporabljam malo to besedo. In mogoče, če rečeš, kaj pa ti rabiš, kaj pa te manjka, kaj pa te skrbi, ne bo povedal, lahko pa z nekimi drugimi pristopi in vprašanji pa odkrijemo in zelo dobro vejo. Tako da gotovo vejo, kam želijo iti in kako. Samo malo rabijo kakšno spodbudo k temu. Ta je en. Drug je, pa to mi povejte, kako ga vidva slišita, se mi zdi to skozi poslušno, da so mladi pasivni. A to tudi vidva še slišita? Mogoče dobiš že malo, kako se reče, selektiven sluh za tako stvar. Ja, ker ga kar moraš, ker mi res imamo ta privilegij, da se z raznolikimi skupinami srečujemo, seveda, eni so bolj pasivni kot drugi, ampak načeloma so aktivni, želijo delati, samo se mi zdi, da se je normaliziralo in kaj dobro, da ne sprejemajo več mogoče nekih slabih pogojev in mogoče malo tudi opozarjajo To se przejih, se mi zdi ful izrazno. tako, ja, na svoje potrebe in neke osnovne minimalne, dajmo reči, potrebe, ne. In tudi slišim, poznajo pravice, ne pa dolžnosti, tudi dolžnosti znajo, ne. In tule še povežem s tem, na enem predavanju sem bila in en govor, žal se ne spomnim za imena, bila je pa Game Changer konferenca, malo umetna inteligenca, ampak predstavnik, en vodja ene večje mednarodne organizacije, je rekel, da mogoče pri mlajših generacijah zamenjujemo pripadnost z angažmajem, pravi loyalty pa engagement. Je rekel, mogoče je res čutite starejše generacije, da je manj pripadnosti, hitreje mogoče grejo, hitreje menjavajo službe, ali pa ni tega, kar rečemo zvestobe, ampak to ne pomeni, da pa niso angažirani.
Oni bodo dali, če so strahni glede nečesa, 120% sebe v projekt. Sam toliko so hitre te spremembe, ne vem, se ti spremeni stanovanjska problematika, ne vem, zdravstveno težavo, karkoli, da mogoče hitreje zapustijo organizacije ali pa projekte, ampak to ni nujno, da ne čutijo, da so se imeli fajn nekje ali pa da niso hvaležni za te priložnosti. Jaz To mi je bilo zanimivo. te generacijske značilnosti jih velikrat uporabljam, ampak jih vedno povezujem z pest analizo oziroma še posebej pest, ne, politično, ekonomsko, sociološko in tehnološko okolje, v katerem so odraščali in še posebej tehnološko, ne. In se mi zdi, ko si rekla, ja, hitreje odhajajo, pa to ne. Meni se tudi vedno čist posledica tega, da je svet okrog njih veliko bolj dostopen, veliko širše dostopen, veliko več skupin vidijo, veliko več možnosti vidijo, ampak vse so malo bolj mehke, niso toliko trdne, ne, niso toliko trajne, ne. In se mi nasploh zdi, a veš, da neke temeljne, to je mogoče tudi zanimivo, no, s tabo kot psihologinjo, ne, da neke temeljne potrebe vedno ostajajo, ne, skozi generacije, ampak se ravno, po mojem, največ zaradi tehnološkega okolja čisto drugače odrazijo. Ne. In dal si mi odličen uvod v moje druga dva mita. In en je, da so odvisni od tehnologije, jaz tukaj tudi mislim, da niso. Znajo najti odklop, tudi velikokrat si želijo odklopov. Zdaj imaš cele iniciative, ki grejo nazaj v neke skupnosti samooskrbe in to izhaja iz mladinskih pobud, ne. Tudi iščejo, dajmo reči, analogna druženja. Samo zrastali so v drugem kontekstu, ne. Tehnologija je bila okolje, kjer sklepajo prijateljstva, kjer organizirajo svoje življenje, ne. Ampak znajo tudi, v bistvu, skoraj mogoče bolj, kot mi včasih razumejo, zgolj kot orodje, ne kot entiteto, ne. In posledično, ne, so zrastali v drugem kontekstu in sej v mnogih pogledih je življenja za mlade danes lažje, kakor je bilo leta, desetletja nazaj, hkrati je pa tudi na nek način težje. Ne, samo drugi izzivi so. Imajo več priložnosti, imajo različno pač je veliko stvari na dosegu roke, ampak te hitre spremembe in to stalno spreminjanje in ta neka nejasnost, nestabilnost pa prinaša neke nove izzive, ne. Ja. In brez da grem preveč v psihološke teorije, ko govorimo o razvojnih nalogah mladostništva, kaj so neki mejniki, ki jih mora vsak doseči, ne. Par let nazaj je prišel ponatis slovenskih razvojnih psihologinj, če jih je bilo nekoč 10, jih je zdaj 14, ker so se neki novi izzivi pojavili, ne. En med drugim je točno to, kako se soočati s tehnološkim napredkom, kako se soočati z dezinformacijo, kako se soočati z bombardiranjem z informacije, s katerimi smo vsak dan, ne samo na telefonu, že na reklamnih panojih soočeni, ne. In v tem vidiku je tudi težje danes biti mladostnik, kakor je bilo mogoče 30 let nazaj. Ta lažje težje mi je zanimivo, ko večkrat sem že slišal kakšnega boomerja ali pa X-a, ki je govoril, da je internet naredil to, da jim je veliko lažje, ne. Danes je lažje poslovno uspeti, lažje je najti recepte, včasih sem toliko časa rabil, da sem prišel do knjige, do znanja in tako naprej, ne. Se mi zdi zelo enostranska predstavitev, ker koliko je stvari, ki so danes težje, ne. Danes težje. Včasih je bilo dosti, da si bil zaradi tega, ker ni bilo tega interneta, ne, v razredu ta glaven car, ne. Danes je na TikToku na tisoče večjih carjev od tebe, ne. Ja, evo, dober primer, ko si rekel, zdaj lažje je težje uspeti, ne. Okej, je veliko več priložnosti za poslovni uspeh, imaš pa globalno konkurenco. Saj to. Včasih si imel samo iz svoje vaške skupnosti, ali pa dajmo reči mogoče najbližje večje mesto ti je bila konkurenca. Zdaj sploh za vse poklice, ki so vezani na računalnik, zdaj pač ne rabiš fizično biti nekje. Tako. Lahko se nekdo iz Nizozemske, lahko se nekdo iz Indije, lahko se Američan prijavi, tako da seveda, lahko hitreje uspeš, imaš pa težje mogoče vzdržiš neko stalno zaposlitev, dajmo reči v tem primeru. Dobri miti, kaj praviš, Nives? Ja, miti so meni vedno zabavni. Mi je pa vedno tudi zabavno gledati v mladinskem delu na učinke. In se mi zdi, da mogoče ob meni osebno, no, se zdi to področje eno od področij, na katerem bi mogli mladinski delavci veliko več delati. In ti pišeš tudi v knjigi o tem, pač o učinkih, o rezultatih mladinskega dela.
Ja, me zanima, če lahko na kratko sem poveš, kaj je razlika recimo med nekim rezultatom, učinki, pa če imaš kak primer konkreten. Ja, dajmo ziher s primerom, ker je lažje. Malo je smešen, ker jaz sem se o razliki med rezultati in učinkom od Mateja učila z debatami in njegovimi članki. Zdaj bom nazaj tebe citirala tebi samemu, ampak boš povedal, koliko sem uspešna. Čisto domače, če je rezultat nekaj konkretnega, kaj se je zgodilo, je mogoče neposreden, opremljiv, zelo merljiv, in pol dajmo reči, da sem jaz, en rezultat mojega dela je, da sem v letu 2025 izvedla 150 ur kariernih svetovanj za 55 mladih. Kaj je pa učinek? Je pa, zakaj so rezultati tega mojega dela pomembni za mladinsko delo, za mladinski sektor, za mlade, s katerimi sem delala. Ne? So bolj vezani na dolgi rok, kaj se bo poznalo, kaj so posledice teh rezultatov. In jaz recimo lahko rečem, da zaradi 150 ur kariernega svetovanja za 55 mladih je zdaj približno 12 mladostnikov ima bolj jasnejšo vizijo, kaj bo njihov naslednji korak. Od tega so 3 uspešno zaključili svoje magistrsko delo, 2 sta pridobili prvo zaposlitev in tako naprej lahko dogajam, kaj so bili ne izključno posledice mojega dela, ampak med drugim tudi dela z mano, so to bile neke bonitete, katere oni zdaj konkretno živijo. Se pravi, učink je težko merljiv, velikokrat se ga vidi šele po nekem času, ampak pokaže ta resnični pomen pa namen. In učinki so tisti, ko gremo k financerjem pa k politikom pa razlagamo, zakaj je pomembno, da se sofinancira mladinske programe, pa zakaj je pomembno, da se podpira preventivne programe, so učinki tisti, ki jih kažemo. Če ne skrbi sam do naslednjih volitev, veš, kaj pol, so jim tudi rezultati še boljši, ne? A veš, kaj mislim, če ti rečeš, v tem letu bo 100 delavnic, ne, pa so volitve čez 1 let, bo njemu bolj v interesu, kaj bo v tem letu, kot pa kaj bojo čez 20 let te delavnice naredili. Ja, ali pa debata kvaliteta, kvantiteta. Ne? Se mi zdi, da to se zadnje leta zelo pozna. Ne vem, je bil COVID, glavni razlog gotovo pa je bil pač ojačevalec tega, da ne moramo več samo kvantiteti, koliko je šlo mladih čez naše delavnice, koliko mladinskih srednjav, koliko projektov smo imeli, ampak vedno več je pomembnejše to poglobljeno delo in delo na dolgi rok. Sploh mogoče, ker odkar se je z vzpostavitvijo države Slovenije, ki se je začenjal mladinski sektor, ne, pa danes je več priložnosti za mlade, je več organizacij, več prostorov, več programov in dejansko imajo mladi možnost izbire. Se pravi, zdaj ni več toliko pomembno ali pa niti ni možno, da jaz rečem, ja, jaz bom pa 1500 mladih na let pospremljala na njihovi poti, ampak je bolj pomembno, imela sem 2 mladinska projekta, kjer je 16 mladih z mano pol leta konkretno delalo, okrepili so te kompetence, naučili so se to in to in to, izdali so en priročnik, predstavili so svoje znanje še tam in še tam. Ne. To je mogoče debata za cel sektor, se mi zdi, pa bodimo iskreni za večino sektorjev. Ne. Učinki so v bistvu glih zrcalo od potreb na nek način. Ne? Se pravi, če ti kot mladinski delavec gledaš potrebe, vidiš v zrcalu učinke na nek način. Ne? Ker učink je pravzaprav tisto najgloblje dobro, kar ga mlademu daš. Ne? Se pravi, ni najgloblje dobro, da je bil on na delavnici. Najgloblje dobro je, da je on na nek način na svoje potrebe. In kako bi ti, recimo, da tebe malo bolj spoznamo, ne? Kaj je tebi taka ena od najglobljih potreb mladih, ki jo kot psihologinja prepoznavaš, in pol kot zrcalo, kaj ti osebno kot mladinska delavka delaš za tak učink, ki odslikava to potrebo. Najprej všeč mi je tvoja metafora, zrcalo, učinki so zrcalo potreb, to bom kdaj uporabila. Na naslednjem podcastu te bo citirala. Psihologinja, ki piše o učinkih, kaj bi lahko boljšega Ura samo, če bo po natis priročnika, jaz bi dodala neko grafiko o zrcalu. Ampak ja, mogoče samo, da damo osnovno. Ne? Potrebe so neki osnovni motivatorji našega vedenja. Ne? Okay. In pomembno je, da je skupaj z mi sami, mladi in mi z njimi, da jih slišimo, da jim pomagamo, da jih raziskujejo. In pa tudi, če se spreminjamo, da jih smiselno pri tem
podpremo. Ne? Če se vrnemo spet na mladostniško obdobje eksperimentiranja in gradnje identitete, se spreminjajo te naše potrebe. Ne? To je že Milko rekel, ne? Vedno manj smo v mladostništvu odvisni od družine, vedno bolj so pomembni vrstniki in drugi in to. Ne? Ampak se mi zdi, kar je pa stalno, in se mi zdi, da mladinski sektor res odgovarja na to. A potrebe so po tvoje bolj tiste, ki so stalne? Ne, mislim, ja in ne. Seveda pač, če gremo zdaj res na Maslova in to. Kot psihologinja, ja. Aha, seveda imamo neke osnovne potrebe, ki so stalne. Tiste fizične, osnovne, primarne. Ne, mislil sem, veš kaj, tako skozi zgodovino. Se pravi, so imeli ljudje, to najbrž ne moreš ne odgovoriti. So imeli ljudje 3000 let nazaj iste osnovne potrebe ali ne? Ja, seveda ta zeitgeist je zelo pomemben, ampak jaz mislim, da neke pa ostajajo iste stvari. In zato je meni všeč delitev v te 4, ki je 2 avtorci, ki boste v priročniku jih našli. Mislim, da sta Kavanaugh in Allen, ki so v bistvu spet iz prakse šle. Ne vem, sta psihologinja, socialni delavki, mogoče niti ni nujno, ampak ena, ki je meni zelo pomembna in to je bilo ziher v pradavnini in je danes, je ta pripadnost. Spet gradnja svoje skupnosti. Ker vsi mi smo socialna bitja. Vsak rab, pa dajmo reči temu tudi, če je svoj mehurček. Super je, da odpiramo te mehurčke, super, da gremo izven njih, ampak vsak rab tisto eno skupnost, ali bomo šla spet na prostor, kjer lahko ni sam, kjer lahko samo je, kjer pride viset. Če mehurčka ni, ne moreš iti iz njega, ne? Ja. A veš, najprej mora biti, da lahko greš iz njega. Mislim, ilustracije za naslednji priročnik se kar pišejo. Ne pozabijo še te s plemeni, ne? Ja. Plemenom, ker se tudi zdaj omenja to pleme. Ja. Imaš rada, a poznaš od Cineka knjigo The Tribes We Lead? Ja, slišala sem, nisem pa še prebrala. Ne od Cineka, od Seta Godina je, sorry. Naslov poznam, ne poznam pa avtorja. Zelo dobro je, meni ena boljših. Ja. Se pravi pripadnost, ne? To, kar meni recimo da od CPM, ali pa če se razširam, to, kar je mladinski sektor. Jaz namenoma rečem, da sem otrok sektorja. Jaz namenoma rečem, ko pridem se predstaviti, kljub temu, da so mi coachi in svetovalci rekli, ne, ti moraš reči, da si psiholog, da si psihoedukator. Samo ne, jaz sem mladinska delavka. In to je pomembno, da veš, kaj ti je to dalo in da te je zgradilo. Ali pa jaz zgor, da veš, da v petkih popoldne v MC-ju se imaš fajn in prideš tam na rogličke in igrati na mizni fuzbal. Torej pripadnost. Druga je mojstrstvo, sta oni te avtorci poimenovali. Klemen spet všeč, ker smo močni, se to ni zgolj mladinski sektor, ampak da znamo prepoznati močne točke pa potenciale posameznikov. Ker nismo vsi za vse in mogoče skozi praktične izkušnje pa za raznolike izobraževalne izkušnje lahko najdemo ta področja ali pa naloge, kjer smo lahko uspešni. Ali pa še več, kar zadnje čase ugotavljam, v čemer smo mi dobri, je nam samoumevno. In mogoče rabimo to skupnost, da nam rečejo, Nives, ti si pa res odlična poslušalka. Ti res prepoznaš, jaz nisem znala nekaj povedati, ampak ti si pa znala parafrazirati in si mi pomagala ubesedati, kar si jaz želim povedati. To je recimo smešen primer, ampak mogoče ona pa ne ve, da je odličen poslušalec, da zna nekoga podpreti v tem, da razjasni svoje misli. Ne? In pa pol ta samostojnost, se mi zdi na nek način, da smo lahko postopoma vedno bolj avtonomni. Pri odločanju, pri vodenju svojega življenja in tudi programov in nekaj z drugimi. Ne? In tukaj spet mladinski sektor ima spet to lepo korak za korakom. Preizkusi, pridi, sovodi, nadgrajuj svoje znanje, pojdi na to in to delavnico, pojdi na ta in ta seminar. Aha, bi še nadgradil, ok, začni z enim malim projektom, ok, zdaj pa še mednarodno in še tako. Ne? In se to vsa učna okolja v idealnem primeru ali pa v praksi tudi delajo, ampak mi pa še dodatno res se mi zdi omenjamo to in mladim damo tudi to, pa se kle na tvoj uvod mene navežem, jih opominjamo, da naj sami prepoznajo in obeležijo te izkušnje in te ključne kompetence za življenje. Ne? Kjer si pa rekla pripadnost, mojstrstvo? Samostojnost. Rekla si, da boš ta 4. Ja, oni omenjata še velikodušnost, mogoče zato, ker mi ni dober prevod, ampak v bistvu govorita pa o tem iskanju smisla poslanstva in da v bistvu znamo pol vračati, ta daj dam. In zdaj, če grem na to, kar v vseh projektih omenjamo, nek način tudi spodbujanje aktivnega državljanstva. Ampak ne vem, pa si mogoče velikodušnost je
dober izraz za to. No. Je pa zelo blizu pripadnosti, jaz vidim velikodušnost. Ja, Veš zakaj? Zato, ker pripadnost vedno rodi to, da ti prispevaš k nečemu večjemu od tebe, ne? Neki kolektivni, skupni zgodbi. Ne? Velikodušnost je pa to isto. Ne? Ja. Velikodušnost je nasprotje od malodušja. Ne? Se pravi, mala duša pomeni, da ne vidiš kaj dosti okoli sebe. Ne? ja. No, na velike duše. Ja, velike duše. A se ti zdi, da mladinski delavci znamo vstopati v prostore mladih? Pa tu zdaj ne govorimo samo o fizičnih prostorih, govorimo tudi o digitalnih prostorih, o nekih odnosih. Tak se ti zdi, da znamo vstopati? Ja, se v bistvu ta prostori mladih so bili tudi največji izziv. Ne? In tudi ti si rekla, ali mladinski delavci znamo v njihove prostore vstopati? Znamo, ampak a moramo vedno mi v njihove? Tu se tam čase pogovarjam. Mora biti oboje. Morajo biti prostori za mlade, ki so malo organizirani, kamor oni lahko pridejo, da se nekaj novega naučijo, da nekaj novega spoznajo. Morajo biti neki samonikli prostori, ki jih oni sami ustvarjajo. In mora biti tudi pol prostor, jaz sem to danes že rekla, ampak samo za visenje. Pravi nekje, kjer pa ni nujno organiziranih in strukturiranih stvari. Ne? Ker čist, da pride do pobude, mora biti tudi malo nevedenja, čakanja in dolg časa. Ne? Pa tudi skupen prostor mora biti, veš. Zdaj, če dam primerjavo metaforo doma, ne vem, meni je lažje, ker imam to živim vsak dan, ne, z otroki, ne. Kaj je v bistvu bolj v narekovajih svet prostor, ne? Njihove sobe ali skupna družinska miza, ne? Ja, sej, se pogovarjaš, ne, recimo, kaj so vama najljubši prostori v domu. Recimo, meni je bil vedno kavč tak lep simbol. Pa dobro, za kakšno metodo, a si že probala kdaj tako? A si že razvila kakšno metodo, kjer bi z pohištvom pa s prostori doma odkrivala prostore mladih? Challenge accepted. Bomo na izobraževanjih, ki so vezani na priročnik, to razvili. No. Ampak recimo, meni je bil tak moj sinonim doma, ker sem se prvič opremljala svoj prvi dom, je bilo meni najpomembnejše, kakšen bo kavč. In to moj partnerju ni bilo čisto jasno, zakaj je to tako pomembno. Ampak jaz sem pa točno vedela in izhajala iz čistega otroškega spomina. Če sem bila bolna, nisem bila v sobi, ampak sem bila v dnevni na kavču in en starš je bil z mano doma in smo se imela fajn. Ok, sem imela temperaturo, pa to, ampak gledala sem risanke, dobila sem za jesti, kaj sem hotela jesti, tam je bilo druženje, vedno, pač, in ta kavč, a veš, da omogoča, da jaz sedim in ležim, da je take barve, da je udoben, da ustvarja neko mehkobo, da te vabi. To je bilo meni zelo pomembno. Ne? Zdaj, mojemu partnerju je pa, da ima garaža dosti dobro orodje, da motorje popravljaš. Ampak, veš, vsi imamo te svoje spomine in svoje interese. Tako da prostori, ja, ampak malo pa tudi to, kar mislim, da naslavljamo, a veš, da prostor je tudi vzdušje. Prostor so odnosi. Ne? Recimo na Tipoveju mi nimamo prostorov za mladinske delavnice, mi vedno nas gostijo nekje, imamo res zgolj majhno pisarno, delamo predvsem na terenu, ampak jaz sem zelo pomenljive odnose pa ideje z mladimi razvila v tistem mini delu naše pisarne ali pa v bližnji kavarni v enem kotu ob čaju. Pa neka kavarna tam ni mladinski prostor. Se vam zdi, da fizični prostori za mlade zdaj pridobivajo ali izgubljajo na vrednosti zadnjih, recimo, glede na 10 let nazaj? Pač govorim zaradi interneta, covida, vseh teh dejavnikov, ko je eni, ne, internet načeloma, pojav interneta oziroma širitev interneta bi načeloma govorila, da fizični prostori so manj pomembni. Ja. Covid po moje, da so bolj, zato ker se ljudje niso mogli videti in so razvili večjo potrebo po biti skupaj, a ne? Mislim, jaz se digitalnih prostorov ne bojim, ker sem ugotovila, da mi so most do mladih, pa ciljnih skupin, s katerimi prej nisem recimo imela odnosa ali pa jih nisem mogla sploh povabiti v naše mladinske programe, zdaj pa predvsem v obdobju covida, ampak za vso tudi razvojem tehnologije pa jih lahko. Sploh mogoče, ker sodelujem s kolegi iz tujine, ker so imajo res tudi večje razdalje, pa ta ruralna okolja, je digitalno mladinsko delo dober doprinos mladinskemu delu nasploh. Hkrati se pa ne bojim jih tudi zato, ker mladi imajo potrebo po fizičnem srečevanju. Jaz recimo ponujam krajno svetovanje tudi nadaljavo, jaz zelo redko se mora ne vem kaj zgoditi, da ne bo mladostnik skočil na vlak pa prišel v Ljubljano
če ni recimo iz okolice Ljubljane, ker radi imajo ta stik. To je zaradi unga uvoda, ki ga je imela Nives, ki si ti taka žareča. Kva si že dala v uvod? Barvita. Barvita. Nekaj si tudi z žarečnostjo dala, ne vem, ali kaj že bilo. Ja. Ti si tak človek, veš. A ja, da za to pridejo. Energično. Okay. No, hvala lepa za kompliment, ga bom sprejela. Ampak Ampak nisi pa še odgovorila na vprašanje, kaj misliš? A pridobivajo ali je konstantno? Ti ne zdi, da je tukaj se spreminja? mislim, spreminja se, ampak se mi zdi, da gre lahko z roko v roki. Oziroma, da so mogoče obdobja celo, ne? Ja, evo to, Najdeš obdobja skupino, so. ko itak prostor sam zase ni nič, ne? Se pravi, Ja. mogoče važno je, s kom si v prostoru in prostor postane Ja. pol tudi. Tudi ta neka fleksibilnost prostora, da se lahko spreminja, da se lahko prilagaja, da odraža na različne, spet bomo omenjali, potrebe in tudi aktivnosti, ki jih izvajamo. Ne. Mal pa tudi, sam to pa niso samo mladi, to smo vsi, v bistvu ne rabimo govoriti samo o prostorih za mlade, ampak tudi javni prostor je zelo pomemben. Ne. Vsi želimo pripadati pa biti del skupnosti tako in drugače. Ne. In v resnici včasih, ko poslušamo, kaj mladim manjka, ali pa kaj so njihove ključne potrebe, pa iz kje so izključeni, jaz se spomnim, ko sem se s starostniki pogovarjala kot prostovoljka v domu starejših občanov ali pa s kakšnimi prijatelji mojih starih staršev, da v bistvu se velikokrat z istimi nekimi bolečinami soočajo, pa sploh mogoče ne vidijo, da so isto včasih imajo občutek, da so potisnjeni na stran ali pa da ne želijo, da se na njihove probleme tako opozarja. Zato so mi fajn tudi te prakse, ko so v bistvu mladinski centri pa večgeneracijski centri na istih lokacijah znajdejo, ali pa ko je vrtec zraven doma starejših občanov, ali pa osnovna šola zraven študentskega doma. Da v bistvu vidimo, da vsi, da lahko sobivamo, ne? In da prostor za mlade, v bistvu idealno je, da je prostor za mlade, starostnike, otroke, družine, samske, zelene, rdeče, pač kogarkoli, ne? Da je raznovrsten in tak modularen, dajmo reči. Modularen, ja. Tako. Da v enem modulu si, pol imaš pa še Ja. druge module, kamor greš na obisk. Ja, ne. in da lahko se družiš, lahko samo opazuješ, lahko se umakneš, lahko se pa odločiš, da en dan tja ne greš. Hvala, Urška. Jaz imam en predlog. Dajmo mi trije, ki smo tukaj trije avtorji, zaključiti vsak z eno mislijo ob tej knjigi. Zdajle je minilo pol leta praktično ne od izdaje, ampak od rojevanja, od poroda, recimo temu. Zdaj je ta spomin se že usedel, pa eno drugo barvo dobil, pa lahko mogoče malo že govorimo, ne še glih o učinkih mogoče, no, ampak mogoče o poti te knjige, tudi v naših srcih pa glavah. No. Kaj je to zate pomenilo, dajmo vsem trem zaključno vprašanje zelo na kratko. Kaj je pomenilo, da je ta priročnik izdan? A tako mislim? Kaj je pomenilo na tvoji poti to? Aha. Kako, s kakšnimi barvami, spomini, občutki zdaj gledaš na? Ja, jaz sem bila zelo počaščena, da sem bila povabljena v skupino avtorjev, zato ker saj sem v bistvu že 15 let v sektorju, ampak se še vedno imam za ta mlado. Tako da so bile moje izkušnje pa ekspertiza prepoznane, sem zelo hvaležna. Moja popotnica za priročnik pa je, da si želim, da je tak svež vetrc, ker se nismo tople vode odkrili, prinesli bomo mogoče tistim, ki je še nimajo. To je citat, ki ga moja vodja Sonja rada uporabi. In da je tak spet svež vetrc, ki mogoče nas pripelje nazaj k osnovam, pa hkrati neke novosti doda. In vidim kot tako lepo spet gradno tudi za sektor in opomnik na osnove in kako skrbeti za kakovost mladinskega sektorja in naših programov za mlade. Super, hvala. Kaj pa ti? Ja, jaz sem se pri svojem delu res dostikrat srečala z osebami, ki pa niso bili otroci sektorja in so pač postali del sektorja, zato ker smo jih zaposlili na določeno delovno mesto. In sem videla, da nimajo nekih osnov in se mi zdi to res ena velika dodana vrednost te knjige. Moram pa tudi reči, da se zelo veselim. Se pravi za posvojence sektorja. Ja, ne vem. Primarna ciljna skupina, ampak je res mogoče malo to, veš, to nam urad za mladino ni znal tako razložiti čist, ampak je po moje so imeli res tako malo v mislih.
da to ni za tiste, ki so od Ja. 9. leta pri skavtih. Ja. Ker pač zdaj je situacija v sektorju taka, ne, da se zaposluje ljudi, ki so iz različnih sektorjev, različnih ne vem, svetov prišli v ta sektor, no, in jim je dejansko neznano. No. Moram pa to reči, no, se pa zelo veselim tega, da bomo v letošnjem letu pa skupaj oblikovali tudi izobraževanje, seminar na podlagi knjige. Se mi zdi, da bo res lahko velik doprinos tudi temu. No. Ja, ker bo dobil še en drug medij, še eno drugo dimenzijo. Ja, ker se mi zdi, knjigo jaz vedno dojemam kot neko okostje, to pa bo zraven neko meso. Jaz mislim, da res lahko poleti, ker to, kar si v bistvu ti omenila, je res, da dobivamo tudi predstavnike drugih sektorjev, zdaj posvojenci, zakaj pa ne. Ampak te interdisciplinarni timi, pa da nam to pride mogoče iz nek malo objektivnim pogledom ali pa z nekimi drugimi perspektivami. Sedem pri nas, ko smo zaposlili še našo prvino, ki v bistvu z osnovami, iz menedžmenta, pa v bistvu bolj vodenja organizacij, pa zdaj vedno bolj tudi v samem oblikovanju mladinskih programov. Ona je bila tak dober doprinos, da je nama, ki so bile mogoče v kakšnih stvareh že malo za, kako se reče, postavljene prijetne vprašanja. Je ona bi rekla, ampak zakaj pa to? Ne, jaz sem rekel, da ona postavlja neprijetne vprašanja. Ja, ampak nam je prav spodbudil, da smo se o nekih stvarih svet preizpraševali in bi rekla, da je to zelo pozitivno vplivalo na nas. Enako pa ona neke stvari, ki pa niso znane, odkriva zdaj skozi prakso in skozi pogovori z nama. Tako da super, da smo taki mešani timi. Ja, jaz pa mogoče tako doživljam itak, jaz sem pač tudi bil v neki meri otrok mladinskega sektorja in sem pravzaprav ob svojem študiju računalništva od svojega študija računalništva ne imel veliko teorije o tem in samo vse teorije in koncepte dobil izven tega. Bi lahko rekel, da sem od mladinskega delavca pol prišel malo bolj v skupnostnega delavca in da mi je ta priročnik bil en še nadaljni korak, ker skozi gremo širše od mladinskega k skupnostnemu in se mi zdi, da od skupnostnega eni taki človečnosti. No. Iskanje ene te človečnosti temeljne, kaj je človek, koliko je človek pomemben, koliko ima dostojanstva. Se mi zdi, da je bil tak korak to zame, ta priročnik. No. A vidiš, meni si ti, jaz vam rečem, taka starešina, pa ne zaradi kronološke starosti, ampak se mi zdi, da v sektorju moramo biti otroci ali pa tisti, ki poznajo in zgodovino in rast in ozadje, ki lahko držite okvir, ali pa ta knjiga, kot se reka, ni vas je okostje, pol pa gledam na sektor tudi kot malo kot štafeto. Porabimo pa skozi te nove mlade, ki pridejo brez predlage, brez nekih drugih izkušenj in pa ta skozi tečejo, menjavajo to štafeto. Ne? In se mi zdi super, da pa se enkrat eni umaknemo, bom pa drugi, hkrati pa da so tisti stalni, ali pa tudi te se nekoč menjavajo, ampak ki držijo pa to strukturo. In priročnik bo tudi. Stalni, veš? Zato mi ni težko reči, da nisem čist z obema nogama v sektorju, ne? Ker je čisto redo ta pozicija enega okvirja. A veš, okvir ni cela slika. Ne? Ja, kar veliko nalogo smo temu priročniku dali. Hvala, Urška. Hvala vama za res prijeten pogovor in hvala poslušalcem.